Dragi naši obiskovalci in obiskovalke, 25 let praznuje mestno gledališče Ptuj. Mestno gledališče Ptuj. Mesa vam zdaj v tem času ne moremo ponuditi, ker je pač tako, kot je, da bi lahko si v živo gledali kakšne gledalce, da bi tukaj imeli igralce, da bi vsi skupaj bili skupaj v tem gledališču. In tudi v gledališče samo po sebi ne morete, ker je zaprto. Lahko pa boste vsak dan, v kateremkoli trenutku, vstopili v gledališče. Namreč smo leta 2020. Virtualna tehnologija, ki je bila včasih znanstvena fantastika, je danes že resničnost. In zahvaljujem se Mihajlu Tošu, ki nam je omogočil ta pogled v gledališče, ki ga lahko kadarkoli izkusite, ker samo podate se na spletišče in za vas je tukaj mestno gledališče. Ja, kot pa dejansko, da še jaz dodam svoj del, kot debatiramo v debatah, kjer ni kamera vklopljena, za naslednje leto, ko ob mestnem gledališču Ptuj, ki se obeležuje četrt stoletja, naša država obeležuje 30 let, je treba seveda naše mesto postaviti nekako ustrezno v pozicijo, kamor spada. Ni to nobena provinca, ampak je Dragulj. In kdor se poglobi, pa niti ne zelo globoko v teorijo, kaj gledališče je gledališče tisto, ki nas dejansko uči življenja. Je tako? Gledališče kaže svojemu času zrcalo, rekel Shakespeare. In to je tisti Shakespeare, ki je delal palice za ribolov, ampak William Shakespeare, človek, ki je napisal nekaj največjih zgodb. Tako, in ker bo naslednje leto cel Ptuj prikazan virtualno, se je moralo pričeti z gledališčem, in to sedaj, za 4. decembra 2020, za 25 let. In zadeva je organizirana takole, da si jo je možno ogledati zelo preprosto, da odpadejo tisti strahovi, da je tukaj treba imeti nekaj 100 evrov vredno opremo, da je treba imeti znanje najmanj programiranja računalnikov, ampak je za lepo globalno razumljivo besedo user-friendly. In nekako prvi ogled po razvijalski ekipi bomo dali direktorju, gospodu Srbčiču, tako da pove svoje vtise. Vmes pa napovemo, da bomo potem že drugi teden publicirala intervju, ki sva ga imela, slike in tudi kaj kmalu gledališko kroniko začetkov teatra 1786 do 1918. Ta hiša namreč je najstarejša gledališka hiša in gledališka zgodba v njej neprekinjeno poteka od 1786. Res, da je bilo prej to nemško gledališče, ampak bilo je ptujsko gledališče. Ja, treba se zavedati, da je bilo po zunanji podobi identično temu danes. Tako da to je sedaj pričetek neke nove dobe MGP-a, ko direktor pogleda skozi virtualna očala in bomo rekli tudi takole, na Ptuju bomo ustvarjali realno virtualnost, ne virtualne resničnosti. Ja, to, kar boste videli v tem gledališču, je tisto neverjetno verjetno, ne? Bolj resnično od tistega, kar je resnično. Tako da MGP vse najboljše za 25 let in se vidimo na 50-letnici. Hvala. The best.